Nov dan, bila najna pusta, sploh nisem snemala včeraj zvečer. Ja, Gremo v nov dan, nove zmage. Ja. Let's go. Gremo v eno jamo. In jaz snimam s telefonom. Quality je malo nižji, ampak ne da se mi danes. Pa še v jami, ne vem, pač ne bom glih telovadila z kamero. V glavnem, prišli smo. Lepo je. Kaj si rekla? Ne moš reči quality, je malo nižji. Hej, živijo. To je voiceover Kaja, ki bo zdaj opisovala nekatere stvari. Tole je nek sok iz sladkornega trsa, ki je bil, boste videli kak. Celo flašo ruma je dal noc. Pol kozarca je ruma, druga polovica. Ja, v reku. Ne vem. Glej, v redu, 10 čez 10. Teda lahko pijemo, ker je... Ja, ne. In še malo ruma. Sladkorni trs, oziroma ta, no, pač cukor, pa rum. Na zdravje. Vse je cool, zelo nežno je. Ja, ne vem, meni je všeč, ampak je ful nežno, nima nekih luksa. Evo, kupili smo verižico, čeprav mogoče bi zdaj to dala dol. Cute, pa še zapestnico v isti te, ne vem kaj je to. Kaj je to? To niso kamenčki, pa to niso kamenčki. Zdaj neke školke, ne, neke semenčke. Very cute, pa še mi klasam, dejansko. Tam te šminke ne mislim najditi. Zdaj smo v jami in gremo v ladjico. Teda jaz nam snemala, ker jaz sem tudi prestrašena, da mi telefon v vodo pade. Tukaj zdaj res nisem hotela preveč snemati na ladji, ker mi je bilo ful strah, da mi bo telefon padel v vodo, ker to pač res ne bi bilo glih fun. Ampak kasneje sem se mečkeno pogumila, da sem vzela telefon ven in posnela tele prečudovite posnetke, ko smo se pelali ven iz tele nore jame. Glej, ta razgled, ta narava in to, to je pač enostavno božansko. Te ne moreš, da ne bi dal na Instagram. Oziroma jaz nisem devala na Instagram, ker sem bila 14 dni popolnoma offline. Tole sem gledala tele čepice od Che Guevare in ne, nisem je kupila. Evo in nadaljevali smo pot z avtobusom čez tole vasico, ki iskreno ne vem, kako se imenuje, ampak je ena vas na Kubi. Po smo se peljali mečkem bolj čez podeželje in si vzeli eno kratko pauzo. Medtem ko so drugi plesali in peli, sem se jaz fotkala za Instagram in opazovala, kako se ljudje razvajajo na temle hotelu. Razgled je enostavno, prečudovit. So v bistvu stali na eni pauzi in tu je špila muzika in zadnji so oni Rippy Dudes. Tu gledam stvari in vidim sovo. Jaz sovo jemljem kot nek sign from the universe. A imajo na Kubi veliko sov? Gledam, to jemljem kot znak. To je weird. Mene to na Django to spominja. Upam, da veste, kjer od sceno mislim. Ampak ja, pol smo nadaljevali pot čez Kubo in še malo po Kubi in seveda še malo po Kubi. Tekle zgleda pač podeželje. Nimam kaj veliko drugih posnetkov, sem to z avtobusa. Pa zdaj čuj. Zdaj pa bomo cigare zvijali. Čuj. Žan. Tukaj pa smo šli pogledat farmo, kjer izdelujejo cigare. Zraven imajo sicer nasade tudi kavo, pa ne vem kaj vse, ampak cigare so itak najbolj zanimive za nas. Tale kolibica tukaj je koča, whatever, v kateri sušijo tobak. Jep, tole vse gor, kar visi, je tobak. Smrdi po kakici. Ne. Živalski kaktus zadnjič. Ne, ja, ampak tudi še ne. Tole je frišno. Tukaj zgori je suho. Mama, frišno. Se vidi. Zdaj pa nam bo tale prijazen mladenič pokazal,
kako se zavije prava kubanska cigara, ki smo jo tudi pol vsi probali. Jaz sem prvič v življenju kadila cigaro, a mi je bila dobra? Ne, nisem glih neki kadilc, nikoli ne kadim in pač to sem hotela v bistvu samo probati, zato ker sem bila pač na Kubi. In pol sem prinesla polno teh cigar domov k mojim frendom. Ni za kaj Jure, ni za kaj Žan, ni za kaj vsi ostali, ki jih boste še dobili. Moram pa reči, da je tale tip pravi mojster. Zdaj bo še preveril, če je cigara v redu in jo bomo probali še ni. Otroci, kliknite stan, ali kaj naj rečem. Še ti? Ne. Dej mati. Dej mati. Ne upam. Počna. Viš, da ni nič. Ne znam inhalirati, ne. A to se ne stresa. Ja, se, sam ne na to suho. Okej. Ker je zapasalo, ker ni hotela dati nazaj. Cintova skorja. To je cimet. Cimet, svi. Ja. Tega nekje dobiš. Še. Nadaljevali smo pot po tej farmi in si ogledali vse njihove nasade, pa purane, pa vse živali in različne rastline. To je nekoč čokolada. To so kumarce, ki rastejo na drevesu. A bomo eno probale, eno pa odnesli. Ja. Kislo? Ampak to ima okus po jabki. Tako Veliko C vitamina. Ampak ga ni tako jabka. Res je, ko jabolka, le tam, da se utrge. To pa daj tole. Ful je kislo. Ampak meni je dansko dobro. Še enega. To da moramo nositi. Nadaljevali smo pot do tehle poslikav, ki iskreno še zdaj ne vem, kaj pomenijo, ampak naj bi prikazovale razvoj človeštva. Tole je bilo naslikano leta 1961 in to je vse, kar vem o tem. Mural, po angliško. Mural. Pa tisto tam zgleda kot Spider-Man. 3 Spider-mani. Veš, v mim, ko so 3. To. Luna. Ja, hej, Luna. Luna. Hej. Hej, Luna. Ko pa je? Kaj jokaš? Nimam nič. Nič nimam. Diši. Ampak vsak dan jemo isto, a ne? Doma tu. Imaš pa krompir. Ne, doma jem Volt. Ko da za Volt. Han Solo. Zdaj tukaj čakamo, ker gremo po lovsko oprego, ne vem kam. Ampak vse kaj več pa nimam za povedati. Zdaj smo jedli. Ful ne snemam hrane, ker pač iskreno ni nič ekstra. Večinoma jemo črn riž pa kako meso. Pa pinjo kolado pijemo skozi. And that's it. Ja, pa vode nam zmanjkuje na vsaki cajt. Ko smo imeli ful probleme, da pa dobimo vodo, zdaj nimamo več problemov. Still, ful scary. Zdaj pa čakamo v glavnem, da pride čim prej, ker je ful vroče. Sploh nič ne govorimo o tem, ampak dejansko ni zdaj nevzdržno vroče, ampak ne bi pa dolgo časa čakala tu. Pridite hiter. Drugi stojijo, mi da smo se sedli dol. Lej, mi da smo se snajdli. Ta ful bolj amortiziran. Tak avto mi se enkrat imela, ne? That's very cool. No, to je bilo zabavno. Evo, prej nisem pokazala, evo, s tem smo se vozili. S tema dvema tukaj zadaj, oni so bi pa tam spredi. Haha, s tistim bi pa mogli iti. Zdaj pa nazaj na bus. Nikoli ne snemam pol več zvečer. Tako to izgleda, vsaka za svojo knjigo, kako gre. Mama pravi, da je bila Diana, ko si rekla, da je bila čudna. Mama obsoja Diano. Jaz sem pa tudi tetole že danes, ne vem, 1/3 še imam, da sem fercik. Tukaj sem jaz tale
quiet journal, ful se ne vidi. Mama je tukaj sedela in brala, zdaj pa je tam sedi in bere. Danes imamo razgled na drugo stran in imamo razgled na grobišče, tega čudovito. In tako se glasno. Beautiful. Dobro jutro v nov dan. Tukaj je kosilo, zajtrk. Z čudovitim razgledom mama nosi kavo. Prid. Danes štartamo prej, ob 7 je že zajtrk, ob 8 gremo. Klinc pa tako pusti. Ja. In to v hribe. Jaz sem moja danes ne bom snemala, ker gremo v hribe. Mislim, da če greš na Kubo, ne greš v hribe. Da vam pokažem zdaj razgled. Počutim se kot Edward Kenway. Nov dan, nov razgled, nove avanture. Ampak za danes se odločila, bom večkrat manj snemala, tako da danes se v bistvu peljemo z enimi ruskimi tovornjaki, gremo na nek hrib, gremo na razglede. Malo manj bom govorila, več vam bom kazala. Pa ja, en dan vmes fali, zaradi tega, ker sem delala video za džunglo, tako da ta dan si lahko pogledate na džungli. To je to. Malo se že zmatrano vsega snemanja, tako da zato si bom danes malo prav vzela, ampak sej jutr pa spet na polno snemanje, tako da vidimo se. Evo, s takimi sem upala. To pa je razgled. Kako sem rekla, tisti dan nisem kaj dosti snemala, ker v bistvu večino časa smo hodili in res se nisem hotela obremenjevati s tem, ampak sem posnela tole vožnjo, ko smo se peljali do nekih slapov in ful lepih razgledov in iskreno vožnja je bila res ful exciting, ker so bili tile stari tovornjaki. Prišli pa smo do tehle slapov, pa hodili smo čez tele ful sketchy mostove, ampak smo preživeli, v redu je. Bilo je prečudovito, res, narava je bila wow. In moja mama je dosti pogumna in se je šla tudi skopat. Tale voda ni bila glih toliko topla, kakor zgleda. In še en sketchy most, kjer sem upala, da ne padem dol. So hold me tight through the night. It's just us two. Na temle mostu nas je definitivno bilo na eni točki več kot pa 8. Edina stvar, ko smo se naučili v španščini, tukaj da je važna. Fonron. Ja, You know I'm here to stay every single day. Ja, da res sam še plažo čakamo. Zdaj pa še vožnja nazaj spet s temi starimi ruskimi tovornjaki in nazaj grede nas je ujela ena poletna nevihtica. Pokrili smo se sicer smo bili vseeno isto mokri in jaz sem bila edina, ko sem imela tale razgled spred, da sem lahko kaj posnela. Vseeno je bilo toliko noro, čudovito in doživetje in tele hiške so meni bile najbolj cute. Pač gled to travo, pač tukaj mora res biti tak mir, pa si čisto odklopljen od Instagrama in od YouTubea in od vsega tega. Jaz si bom mogoče eno hišo tukaj kupila. Ali pa tale hotel prav ne izgleda tako slabo. Evo, prišli smo v hotel. Razpakiramo in grem počivat. Vsak dan nisem. Jaz sem tako slabo posnela tale hotel, da je že naslednji dan. Tole je en kuža, ko mi je delal družbo. In en ful star avto. Spet smo se mečken vozili in prišli do palače Sentero, ki je v bistvu res zelo impresivna hiša v Trinidadu in je v bistvu dvorec iz začetka 19. stoletja, ki ga je zgradil eden izmed najbogatejših ljudi na Kubi. Zdaj je mestni muzej in je najbolj zanimiv muzej na Trinidadu, ki podrobno opisuje zgodovino regije Trinidad.
in pa je res odlična lokacija za Instagram fotke. Zadnja postaja za ta dan pa je še ta najstarejši koktejl na svetu, ki se imenuje kančančara. Narejen je iz nekega kubanskega konjaka, iz meda in iz sveže stisnjenega soka limone. Drugače pa je na žalost to, tako da tukaj se poslavljam in poglejmo si še trailer za naslednji vlog.